Matthew Shepard se je rodil 1. decembra 1976. Odraščal je v prijazni ameriški ulici s pretežno belopoltim prebivalstvom. Že kot otrok je rad pisal pesmi in pisma in jih nato puščal v nabiralnikih sosedov. Ko so mu starši povedali, da je pošiljanje pisem brez znamk prepovedano, je začel nabirati kamenčke in jih barvati z različnimi vzorci. Te kamenčke nato pušča po soseski. Vsi v soseski so vedeli, kdo je Matthew. Matthew se je dolgo iskal. Preizkušal je najrazličnejše stvari. Kmalu je ugotovil, da bi rad postal odvetnik in da bi rad pomagal revnim. Svojo spolno usmerjenost je dolgo skrival. Bil je prepričan, da bo lahko svobodno zaživel šele v večjem mestu, kamor se je kasneje tudi preselil. 6. oktobra 1998 je v nekem lokalu praznoval prijateljev rojstni dan. Družba, ki jo je spoznal tisti večer, ga je povabila, da ga odpelje domov. Matthew je bil tisti večer brutalno pretepen in privezan za ograjo ob cesti. Družbo so aretirali, ti pa so v svoj zagovor povedali, da si je zaslužil, ker je bil gej. 6 dni po napadu je Matthew Shepard umrl za posledicami napada. Lahko bi rekel, da se je vse skupaj začelo že zelo zgodaj. Po obnašanju sem bil vedno drugačen od ostalih fantov. Večino časa sem preživel v družbi punc. Ne vem zakaj. Verjetno podzavestno, ampak fantovska družba me ni nikoli preveč zanimala. Za razliko od ostalih fantov sem bil dosti tih. Vse se je v bistvu začelo pri 11 letih, ko sem se zaljubila v punco, ki je hodila na isto osnovno šolo kot jaz. Res je bila lepa. Prva je prišla v puberteto iz naše generacije, ampak meni se to, da mi je všeč punca, ni zdaj ravno čudno, ker sem mislila, da vsi čutimo isto. Pol sem pa počasi ugotovila, da temu ni tako. Dolgo časa se nisem sprejela. Ne vem, odraščala sem s temi poceni slovenskimi TV-serijami in vsi vemo, da so tam besede, kot so gej in peder, zmeri uporabljene slabšalno. Enkrat se spomnim, so imeli celo obdobje, da so vsako serijo vrgli enega geja, lik, ki je bil pol tam strašansko smešen s svojo stereotipno hojo in oblačenjem. Za biseksualce itak tisti, ki pišejo scenarije, še sploh slišali niso. Lezbik pa še tak zdejni v teh serijah, kot da ne obstajamo. Tam nekje v 5. razredu sem bil prvič deležen opazk strani sošolcev, zakaj se družim sam s puncami. In v bistvu mi je šele to dal misliti, zakaj res nisem tak kot ostali fanti. In pol je cel 5. B začel na skrivaj govoriti, da sem gej. In pol sem se začel spraševati tudi, zakaj mi je nobena od sošolk ni všeč. Najprej sem povedala svoj najboljši prijateljici. Sedeli so pred šolo in je tema nanesla na lezbike. In najprej mi je bilo ful strah, kaj bo, ko ji povem. In pol sem bila tako firpčna, da sem povedala, da sem biseksualka. Ona se je pa samo nasmehnila in me objela. In je rekla, da je že doktor vedela, ker se mi ne tak občutek devala. Vsi ostali sošolci so imeli school crush na eno punco, sam jaz ne. In na začetku me je to ful motil in nisem vedel, zakaj sem tak. Pol sem pa tudi sam ugotovil, da sem gej. Čeprav so to vsi ostali vedeli, oziroma sumili že ful, preden sem se tega sam zavedal. Moj bratec je bil 2. ali 3. razred, ko se je odločil, da bi rad začel trenirati ples. Vsi smo ga ful podpirali. Mami mu je še zrihtala, da je lahko šel enkrat na plesne vaje, da bi videl, kako to zgleda. Čist je bil navdušen. Pol mu je pa naslednji dan sošolka v šoli rekla, da je ples sam za punce. Od takrat sploh noče več slišati o plesu. Jaz sem si od nekdaj želel biti s fanti. Vem, čudno se čuje, ker nam je v otroštvu predstavljena le tista klasična zveza fant-punca. Ampak jaz sem to čutil v sebi. Priznam, včasih sem celo čutil, da mi je bilo kot punca na svetu lažje. Da bi lahko končno imel rad tistega, ki ga jaz hočem. No, potem pa sem na internetu odkril, da obstajajo tudi fantje, ki imajo radi fante. In da nas sploh ni malo.
Sebe dojemam kot osebo, ki je popolnoma enakovredna poljubnemu straight posamezniku. Namreč, odkar sem sama sebi priznala, da sem lezbika, sem postala imuna na vse govorice, ki jih svet meče v mene. Brez problema na Instagramu objavim sliko s punco in mi je vseeno za vse. Prav tako, brez problema vsakemu povem, da sem lezbika. Ja, lezbika sem. Pa kaj? Ja, lezbika sem, pa kaj. Nisem se sama odločila, da bi rada bila taka. Taka sem od nekdaj. In tega folk ne šteka. Ne, nisem se nekje v 3. letniku srednje frizerske odločila, da so mi všeč dekleta. Nisem se. In tega folk ne šteka. Pa kaj res mislijo, da bi si izbrala tako življenje? A res mislijo, da bi rada celo življenje poslušala nakladanja, kot so: kdaj boš pa ti imela kakega tipa, kak si pa ti nenaravna, kdaj boš pa ti imela otroke? Če bi lahko zbirala, si tega nikoli ne bi zbrala. Zdaj se moram pa celo življenje boriti s vsemi temi ljudmi. Na začetku srednje sem trenirala košarko. Ženska mladinska ekipa pač. Same punce. Itak. 11 nas je bilo. Trenirali smo 5-krat na teden, skupaj smo hodile na tekme, na priprave. V bistvu smo postale prava družina. In ja, logično, da smo se po treningih tudi skupaj tuširale. Vse smo se. Razen Daše. Ona se nikoli ni hotela. V bistvu sem še zdaj brez pravih moških prijateljev. Enkrat sem mislil, da zdaj pa končno imam prijatelja, Mitjo. Pa pridem enkrat v garderobe pred športno in je tam ta Mitja in se pači pa vna s to stereotipno gejevsko hojo, mehko roko pa ostalim primitivnim bullshitom. Ostali sošolci so mu pa navijali, pa žvižgali, tako da bi bili na neki nogometni tekmi, ali kaj. Takrat me je postalo še bolj strah in začel sem dojemati, da to ne bo problem samo v vseh kasnejših prijateljstvih, ampak tudi ljubezni. In pol se je razvidelo, da je Daša lezba. Vse smo bile šokirane. A zato se noče tuširati z nami? Shit. Saj res. Na naši osnovni šoli so imeli vedno nekoga za zajebavati in ko se je čudežno zvedel, da sem gej, sem bil itak prvi na tej listi bodočih žrtev. Prvo zajebavanje v smislu: kaj je Pedrček, gremo skup trkat. To je hitro minilo. Pol je sledil izogibanje v garderobah pred športno. Pač niso se hoteli preoblačiti v istem prostoru kot jaz, ker sem jih baje gledal urit. Od takrat naprej tudi preoblačenje z Dašo ni bilo več isto. Bilo je tam okrog Božiča, pač spomnim se, da je zunaj snežil. No, takrat me je po pouku eden od olih mal starejših, močnejših tipov prislonil ob steno in v mene uperil ključ. Kaj je, Pedrček, a me boš posilo, ali kaj? Ne vem, kako dolgo me je tako tišal ob steno, sošolci so sam hodili mimo. Doben ni rekel nič. Vsi so bili tihi. Pol me je po nekaj minutah spustil, jaz sem pa z na bolj zavezanimi bulerji stekel po decembrskem snegu domov. To ni trajalo dolgo, mogoče kak let ali pa še manj. Pol jih je minil. Pa jaz se eni ful bojijo srednje šole. No, jaz se nisem. Pa tudi moj najboljši prijatelj, ko je šel na isto srednjo, ko jaz se ni. On se je ful veselil. Ko mi je čakal, da bo šel iz osnovne, stran od teh primitivnih homofobnih kmetov. Vedel je, da bo na srednji vse drugače. Gimnazija pač.
Tam so sami intelektualci. Res se je ful veselil. V šoli v naravi, v 7. razredu, smo se s prijatelji igrali resnica ali izziv. Moj prijatelj Alen je predlagal, da si gremo govoriti skrivnosti. In ja, itak, da smo bili vsi za. Čeprav noben ni glih vedel, kaj bi sploh rekel. Nismo imeli nekih skrivnosti. Kupovanje zvezkov pa ful, predragih učbenikov, fake. Tisto poletje je bilo res polno pričakovanj. Menda za vse nas bodoče fazane. Šlo je celo tako daleč, da so na Facebooku začeli ustvarjati različne skupine. Recimo, vem, da smo imeli skupino za tiste, ki so vzeli španščino na višji ravni, pa Nemci vedno so imeli svojo grupo. In tako je prišlo, da sva preko nekih poznanstv pristala v eni od teh skupin, kjer so bile same punce in en fant. In pol Alen grbutne. Gej sem. Mislim, kaj, kako, od kdaj. Sploh nisem posumila. Čeprav, no, se je bil zmer tako mal drugačen. Ampak, da je gej, no, tega pa res nikoli ne bi rekla. Nist vedela, kaj bi mu rekla. Noben ni vedel. Ok, sem si mislil, v osnovni šoli sem se že tako dosti s puncami družil, fant pa tudi ne more biti nek bad guy. Pa vse gimnazic. Gimnazici so pa ja pametni pa razgledani ljudje, ne? Pa ne obsojajo, ne? In pa je kar naenkrat Gašper v skupino napisal. Ej ti, če si peder, se me raj izogibi. In pol se kar naenkrat nisem več veselil srednja. Teh kočljivih tem se običajno izogibamo, ampak je lani beseda pri sociologiji nanesla na geje na njihov položaj v družbi. Argumentirana debata, ki jo je vodila profesorica Pač. Prav zanimivo je bilo slišati mnenje ljudi, s katerimi preživljam 8 ur v tednu, 4 leta. Pa zakaj se mi sploh pogovarjamo o tem? Saj geji obstajajo tako ali tako samo v Ameriki. Pri nas tega ni. In to je rekla moja sošolka. Prav to je rekla. In pol smo zaključili s to temo. Od takrat naprej se o tem več ne pogovarjamo, ker se nam ni treba. Larry King je imel od nekdaj rad ljubezen, čeprav je ni imel veliko. Pri 2 letih je bil posvajen, ponavljal 1. razred osnovne šole. Zamenjal je nekaj šol, nekaj domov. V 7. razredu je prvič prišel v šolo namazan z ličili in v ženskih petah. To je opazila tudi pomočnica ravnatelja, ki je januarja 2008 sodelavcem poslala sporočilo. Na šoli imamo dijaka, ki se je odločil, da bo svojo spolno identiteto izražal z ličili. Nekaterim otrokom se to zdi zabavno, druge moti. Dokler ne povzroča težav v razredu, je to njegova pravica. Vseeno prosim, da se z dijaki pogovorite o odnosu do njega. Ni mus, da jim je všeč, a vseeno mu morajo dati svoj prostor. Larry je nekaj dni kasneje zaprosil, da ga uradno kličejo Latiša. V začetku februarja je v garderobi pristopil do sošolca in ga vprašal, če bi bil njegov zmenek za Valentinovo. Nato je zbežal iz šole. Larry King je bil 12. februarja 2-krat ustreljen. 7:45 zjutraj v učilnici za računalništvo. Ustrelil ga je sošolec, njegov zmenek za Valentinovo. Star je bil samo 15 let. Dan kasneje so potrdili njegovo smrt. Jaz doma nikoli nisem upala povedati, da palim na punce. Pa ne, da sta moja dva ravno nastrojena proti istospolno usmerjenim, ampak ne vem, nekako se jima je zdelo, da se o tem ne rabimo pogovarjati. No in pol en petek zvečer, ko sva z mami gledali televizijo, pa še fotra ni bilo iz službe. Ne vem, neki me je prijel in jaz sem kar naenkrat butlila v njo. Mami, jaz mislim, da so mi všeč punce. In pol nič. Tišina.
še naprej je gledala tisti televizor. Pol se je pa čist počasi obrnila proti meni, gledala me je. Ne, ljubica, preveč filmov gledaš, saj te bo minil, ne skrbi. Moj brat je gej. Čeprav še zdaj čist ne vem, kaj to sploh pomeni ali pa kaj bi si mislila o tem, me je zadel. Čeprav je Tilen že od majhnega kazal nekaj zelo očitnih znakov, da bo enkrat v življenju prišel iz omare. Prvič sem se vprašala o njegovi usmerjenosti, ko sem na njegovem računalniku našla gej porniče. Bilo je nekaj časa nazaj, ko sem ugotovila, da nisem straight. Mislim, da je bilo kakšne 2 leta nazaj in nisem prepričana. V glavnem, ko sem povedala mami, me je sprejela z odprtimi rokami. Mislim, da si ne bi mogla želeti niti predstavljati boljše izkušnje z njo. Ko sem povedala bratu, je rekel, da je okej, še vseeno sem jaz, pa ni važno, koga imam rada. Z Atjem sem imela malo težav, ampak me je na koncu vseeno sprejel. Kako sem doma povedal, da sem gej? V 8. razredu sem mami napisal pismo, ki ga je ona potem prebrala vsem doma. Kak je bil odziv? Kdo je pa resno imel sina, ki pri 13 reče, da so mu všeč fantje? Bilo je enkrat poleti. Mami je zunaj na terasi likala, jaz pa Tilen sva bila pa vsak v svoji sobi. Pol naj je pa mami čez nekaj časa poklicala ven, naj prideva pospraviti. Ko sva pospravila, sva se usedla za mizo na terasi, pa se pogovarjala o čist običajnih stvareh. Pol mi je pa čez nekaj časa Tilen vzel telefon, ker mi je hotel pokazati neke nove čevlje. Ker sem hodila svoj telefon nazaj, sem vzela njegovega, pa sem gledala malo, kakšne aplikacije ima, ki je naložene na telefonu. Itak je hotel svoj telefon takoj nazaj, ampak preden mi ga je vzel, sem videla eno aplikacijo Romeo G. Ker me je zanimalo, kaj je to, sem šla na svoj telefon, pa vtipkala to ime in mi je ven vrgel Romeo Dating App for Gay People. Takrat me je zadel tisti občutek. Začela sem se tresti, ker me je Tilen vprašal, kaj delam, kaj iščem, kaj sem našla. Pa sem mu pa v čim bolj mirnem tonu rekla, v redu je, ugotovila sem. Ni se ti treba več delati, vsaj pred mano ne. V redu je, ugotovil sem, ni se ti treba več delati, vsaj pred mano ne. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hurt yourself and regret, just love yourself and you're sad. I'm on the right track, baby, I was born this way. 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 I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try it, hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right, don't mean I'm in love tonight. I kissed a girl and I liked it. Lahko ti podarim samo ljubezen, para pa 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 parara. Eno in edino upanje. Poglej me v oči in lahko si brez skrbi. Vem, da jih sočutiš tudi ti.
Draga Helena, če res želiš, ti bom povedal, kaj se je zgodilo. Od februarja dalje sem se dobival s fantom iz Kopra, to je kraj na slovenski obali. Matej, precej kultip, 23 let. Študira latinščino in primerjalno književnost. Spoznala sva se v Tiffany klubu v Ljubljani. Večkrat sva se dobila, si pisala SMS-e in tako naprej. Potem sem pa eno nedeljo nekje v hiši založil telefon. Cel dan sem ga iskal. Niti naslednje jutro ga ni bilo nikjer. Samo mama se je oglasila na vratih moje sobe in rekla. Pa zakaj si to naredil? Da te ni sram? Zaloputnila je vrata. Ko se je babica vrnila z maše, so me poklicali iz sobe. Oče je začel. Vsi vemo, zakaj smo tle, ne? Aljaš, sem mislil, da si že nehal s temi nagnusnimi stvarmi, s fanti, sem... Zadnje čase sem čutil, da gre vse v napačno smer. Kdo je materialc, ha? Ne, sploh ne govori. Da te ni sram, vse slike smo videli. Fuj! Pa kaj to je zato, ker smo ti vedno vse ponujali? Vedno smo ti vse nosili, kriti. Ti pa takle. Sploh nisem vedel, kaj naj bi rekel. Vsi so strmeli vame. Babica, oče, mama. Babica je celo jokala in šepetala, naj ne bom taka žival. V rokah je držala rožni venec. Pa kaj tak bi rad bil? Ja, tak bi rad bil. Tak sem. Fuj, ti boš ajc fasu, nič ne bo iz tebe. Da se mi takoj pobereš iz bajte, pa da te nikoli več ne vidimo. Žvatena, da te ni sram. Pobral sem telefon, ki ga je mama prej prinesla na mizo in zbežal v sobo. Kovček sem nametal celo omaro in se odpeljal v Koper, k Mateju. Tak bi rad bil, tak sem. Imel sem težko obdobje, ampak zdaj sem bolje. Živim pri Mateju. Kako si ti, draga Helena? Je doma vse dobro? Mimogrede z Matejem planirava, da te poleti obiščava v Pragi. Si za? Bodi dobro, tvoj Aljaš. Letošnja žalska. Tist, ta vele koncert v Žalcu. S prijateljico smo šli na zadnjo prekrokano noč pred začetkom šole. Tanja, ta prijateljica, pač ne izgleda kot tipična ženska. Kratke lase ima, pa ne nosi ličil. Moram reči, da se je noč res lepo razvijala. Tanja si je celo najdla enega tipčka in sta šla nekam na samo. Pol sta pa do njiju pristopila dva tipa, pa začela težiti. Prokleta Pedra! Spizite domov to delat. Midva ne mislima tega pedrskega sranja tu gledat. Grozila sta tudi s fizičnim nasiljem. Ampak, ko sta ugotovila, da je zraven fanta dekle, sta se brez besed pobrala stran. Pa kapol, če bi bila Tanja fant. Mi smo se v šoli učili, da je homofobija strah pred istospolno usmerjenimi. Ampak o tem govorimo itak sam takrat, ko gre za kako slavno osebo tam v Ameriki. Kot da pri nas tega ni. Pa še vse ne razumem, zakaj bi se mogli več o tem pogovarjati. Saj to ni nič posebnega, ali je? Mislim, takim napadom sem bil priča tudi v šoli. Moj sošolc Kevin, na primer, misli, da je treba vse pedre postreliti. Sam se s tem glih ne strinjam. Mislim, vse so tudi pedri ljudje. Čeprav je hecen, če je narava naredila, da so fantje pa punce skupaj, zakaj bi bili pol tudi fantje pa fantje? Ampak lej, meni je vseeno. Če hočejo tako imeti, naj imajo. Vsaj en vikend v mesecu obiščemo babico pa dedja. Nedeljska kosila, ki se bolj sprevesijo v zanimive razprave 3 generacij. In glih prejšnjo nedeljo smo se pogovarjali o gejih. Vse cool, dokler babi ne reče. Jaz mislim, da bi mogli vse pedre postreliti. Fukatorit ni naravno. Kar tak, iznenada. In bolj nekaj časa sam gledam. No, in pa sem dokončno popizdila. Ker je bila nedelja, je bila Ljubljana itak polna upokojencev, ki peljejo svoje vnučke na sladoled, da lahko grejo njihovi starši v miru na izlet. No in tudi v kavarni jih je bilo polno. En je takoj, ko je videl, da se drživa za roke, pomignil svoji ženi. Pa glej to, no. To ni normalno. Pa ne moreš tega pred otroki delati. Ampak, kaj če je pa to, da sem gej, samo bolezen?
Kaj, če sem v bistvu bolan? Pa vsega itak kriva teta LGBT multikulti agenda. Sram naj bo, pedre proklete! Ja, torej, pri nas doma se take kočljive debate ponavadi začnejo kar pri družinskih kosilih ali pa večerjah. Skratka, tam, ko nas je cel kup za mizo in ima vsak je zapovedati. In tokrat mi sploh ni bilo treba omenjati, kako ima kdo mnenje o istospolno usmerjenih. Zgleda, da je bilo kar dosti vina za podlago. In sploh ne vem, kako smo prišli na to temo, spomnim pa se tetine izjave. Meni gre pa tak na živce, ko vžgem televizijo, pa slišim samo teh pedrih pa babah, ko imajo ista nagnjena. Mislim, to ni normalno, niti naravno. Pa sej, ne bojo, če že morajo biti. Sam naj se skrijejo en kot, pa naj jih bo sram samih sebe. Ne pa, da se še promovirajo na nekih paradah. Fuj! Jaz sem se v enem obdobju svoje pubertete, tam nekje okrog svojega 17. rojstnega dneva, odločila, da ne bom več lezbika. Da bom pač začela gledati za tipi. Dejstva, da je fotor intenzivno prikimavo, sploh ne bom podarjala. No, mami pa oma sta bile bolj kot ne tiho, sam glede na to, koliko pobožna je oma, mislim, da se je kar strinjala s povedanjem, ker v Svetem pismu pač ne piše, da so istospolno usmerjeni ljudje okej. A ste pa lahko še pedofili imeli otroke, ali kaj? Poleti je prišel k meni na obisk en prijatelj, ki drugače živi na Poljskem. No in res dolgo se nisva videla, zato sva šla najprej na kavo v Braniborja, pol pa ven, vsak na svoj čik. Tak, običen babji človek. Pol je šla pa mimo grupa tipov, pa se mu en iz druge strani ceste zadrl, naj crkne proklet peder. K sreči ta prijatelj ni razumel slovensko. A veš zdaj, ko je bila ta kmetija, ko je bil tudi ta drugače usmerjen, a veš tako se je skozi napravilo bolj v ženske, kot v moške, pa eno so take tančice pa visoke pete. Ampak drugače pa frajer, 1A, ali pa oni, ki si dajo spremeniti spol iz moškega v žensko. Veš, taki se ponavadi ne poročajo tako normalno, ampak pol na tihem za sebe, pa se družijo s svojimi. No, sem dobro povedala. Pa se fajn, da so, no, sam vse posod jim pa tudi ne treba biti. Ne ostanejo tam lepo v Ameriki, pa se naj imajo fajn. Mi jih tukaj ne rabimo. In bolj se v enem trenutku zaveš, da je cel svet proti tebi, da te cel svet grdo gleda. In pol si še sam več ne verjameš. No, jaz kot dolgoletna čebelarka vem, da mora imeti čist vsak otrok starša obeh spolov. Matico in trota. Kaj, zdaj si bojo pa izmislili, da ima vsak debil otroke, ali kaj? Ja, punco si poiskal. Mislim, vse meni se to tudi ne zdi kul. Glih zadnjič sem brala en članek o tem, kako so starši vrgli ven hčero, ko mi je povedala, da je homa. Pa so se pa vsi tako zgražali. Pa ko jih je, veš, dam pa staršem prav. Da ti cel life vlagaš v enega fraca, pa ti pa tole naredi. Pa ne spi pod mostom zaradi mene, to ni več moj otrok, pa pika. Tudi lobiji jih spreminjajo, pa ne pa še skrbijo za njih, pa jih preživljajo. Pa se sprejemam jih že, sem razumela pa podpirala, jih pa nikoli ne bom. Pa to ni naravno, no zakaj to delate? Prokleti pedri! Lezbike je pa fajn gledati, ko seksajo. Bilo je enkrat po šoli. Svojo punco sem posprejela na vlak. Ura je bila 3 in itak se že vsem mudili domov. No, držali so se za roko in se pogovarjali. Zraven naju je postala starejša gospa in nas skrivaj gledala proti nama. Na njenem obrazu sem prav lahko videla gnus. Prav videli se je, kako zelo jo moti to, da se drživa za roke.
No, preden je odšla, smo se iz inota poljubili. Tako zelo strastno so se poljubili. S punco so sedeli nekje v parku, na klopci, in se je ena babica začela dreti na naju čez park, da punce ne smejo poljubljati punc. In potem so počakali, da je prišla bliže. And we kissed again. Samo zato, da bo za ziher videla to hudodelstvo. Z Žigatom smo sedela na isti klopci. To je bilo glih takrat, ko je bilo cele prazno, ker je bila pač neka stavka učiteljev. No, mi dva sediva na klopci in mimo naju pride ena skupina malo starejših tipov. In pač itak da ne je ratal strah, ko pa če so pač videli, da se držimo za roke. In pol je dejansko eden izmed te grupe začel prehajati proti nama in itak, da smo bila cela presrana. In pol je ta tip čist skolirano vprašal, če ima kjer od naju faracajk. Od takrat naprej me ni več strah povedati, kaj sem, kdo sem. Sej, kaj nam pa lahko? Meni je res ful všeč, da imamo na naši šoli ravnateljico, ki je lezbika. In tega je ni sram. Ni je sram priznati, da živi z žensko. In jaz mislim, da je to edini način, kako širiti strpnost. Biti ponosen na to, kar si, in da te ni sram. Rosalie Ramos je 11.6.2016 kuhala paradižnikovo omako za sina, da jo bo lahko pojedel, ko se vrne iz nočnega kluba. Odšla je v posteljo. Ni pričakovala, da jo bo ob 2 zjutraj zbudilo brnenje telefona. Vaš sin je bil ustreljen. Zajela jo je panika, ki jo je na tihem mirila misel, da je bil morda ustreljen samo v nogo. Bilo je huje, kot si je predstavljala. Napadalec je Almodovarja ustrelil 3-krat. Prsi, v rebra in v trebuh. Umrl je v bolnišnici. Mino Justice je sredi noči zbudil telefon. Sin Edi je poslal sporočilo. Mami, rata, mam. Sledilo je drugo sporočilo. V klubu strelajo. Še vedno je pošiljal sporočilo. Umrl bom. Ponedeljek zjutraj so sporočili, da je Edi Justice mrtev. In še 47 drugih, ki so bili tisto noč v gejevskem klubu Puls v Orlando na Floridi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Napadalec je nekaj dni pred tem na ulici srečal gejevski par. Že takrat jima je zagrozil, da jo bo ubil, ker se poljubljata v javnosti. Samo to ga je zmotilo. Samo to.
Hvala.